Dobro jutro, tukaj je Valentin. Ura je 10 minut čez 7. Danes bom pa pojasnil določene podrobnosti glede te moje videoserije. Torej, podal bom določena pojasnila, opozorila oziroma razglasil pogoje uporabe, tako da ne bo kakšnega nesporazuma. Zakaj snemam te videoposnetke, kakšen je ta namen in kakšna je tudi posledica teh videoposnetkov. Govorim o informacijah, ki se v to stvarstvo razširjajo preko gibanja Destiny, in te informacije so plod raziskovanja stvarstva, na osnovi katerega se je potem pojavil in odprl meddimenzijski portal, torej fizično človeško telo, preko katerega prihajajo točne, neposredne informacije iz onostranstva, iz ust drugih živih bitij, in te informacije so za razliko od ostalih tako imenovanih kanaliziranj specifične v tem, da so navzkrižno preverjene, da so zelo logične, jasne in ne bi bile popolna, čista resnica. To se je pač do zdaj dokazalo, da je to res, da informacije popolnoma držijo v zadnjih nekaj letih oziroma skoraj desetletju, odkar prihajajo te informacije na ta svet. In seveda jaz tudi po mojih 15 letih raziskovanja duhovnosti, ezoterike, metafizike sem naletel posledično tudi na te informacije in sedaj se posvečam študiju predvsem iz tega vira informacij. Seveda sem odprt tudi za druga odkritja, pojasnila, ničesar ne izročam. Želim samo spoznati, kaj je resnica, in navzkrižno preverjam, kaj je dejansko res in kaj je laž in kaj je slepilo. In to videoserijo sem začel producirati zato, ker je to nekako naša skupinska odločitev, da začnemo pisati bloge in vloge, da se ta informacija o Destiny razširi po svetu. In pa seveda poleg angleških video dnevnikov snemam tudi te video dnevnike v slovenskem jeziku. Prvič za tiste, ki ne razumejo angleški jezik, da dobijo vsaj nekaj od teh informacij, neko predstavo, kaj Destiny gradivo vsebuje. In pa tudi za tiste, ki sicer znajo angleški jezik in z slovenskimi ključnimi besedami iščejo določeno gradivo po spletu, po YouTubu, tako da lahko preko mojih posnetkov najdejo posledično tudi te izvorne angleške posnetke in drugo gradivo. Pomembno je vedeti, da prvič te videoposnetke delam zaradi podpore lastnemu procesu, torej da sam krepim disciplino rednega vsakodnevnega vloganja, da se preko posnetkov opazujem in da sam vidim, kje sem deloval iz uma, iz nekih umskih informacij, kdaj sem pa govoril iz moje osebne realizacije, iz mojega osebnega spoznanja, ki sem ga pridobil. In pa seveda tudi drugi destvojnici iz Slovenije opazujejo te moje videoposnetke in potem sporočijo, kdaj nisem bil zelo specifičen, kdaj sem se kje zataknil, kdaj sem kakšno stvar narobe razumel. Ker pač vsak je v svojem procesu, vsak od nas je proučil določeno količino gradiva oziroma določene dele gradiva, in zato se potem navzkrižno preverjamo, opazujemo, zato da bi se zagotovila čim večja konsistenca, torej točnost in pravilnost podatkov in informacij, ki jih razširjamo v svet. Torej, potrebno se je zavedati, da informacije, ki jih podam,
v določenem trenutku, ko posnamem ta videoposnetek, je plod mojega trenutnega takratnega zavedanja, moje takratne budnosti, ne. Včasih mi je velik izziv posneti, ker jih snemam praktično 10 minut potem, ko se zbudim in včasih sem malo zaspan, pa se mi kaj zatakne, pa je to recimo razlog. Druga stvar je spet moj lasten proces, ko kakšno stvar govorim na osnovi ega in to so vzorci, ki jih potem preobražam. Torej, poleg tega, da je namen teh videoposnetkov, da drugi dobijo nekako zavedanje, da to, kar je Destiny, da so res neke podporne informacije in da se počasi zmotivirajo k temu, da sami začnejo proučevati to gradivo, da premagajo ta začetni odpor, da je to nekaj čudnega, nekaj nenavadnega. Poleg tega pa potem lahko seveda tudi nekateri te moje videoposnetke začnejo preveč poveličevati in jemati tisto, kar rečem jaz, kot čista resnica. Pri tem je potrebno biti pozoren na to, da je možno, da nekaj, kar rečem, da ni povsem točno, ker sem mogoče narobe razumel, nisem natančno razumel, mogoče takrat nisem našel najbolj primerne besede, pa sem kakšno drugo besedo uporabil in je nekdo potem na osnovi te besede razumel informacijo drugače, kot sem jo jaz želel sporočiti. Zato vse, kar povem, prosim, jemljite za rezervo in vas predvsem vabim, vam priporočam, da sami začnete proučevati to Destiny gradivo, predvsem te neposredne meddimenzijske intervjuje in gradivo, kjer res te informacije sporočajo bitja, ki imajo večje zavedanje, boljšo natančnost izražanja, da boste dobili najbolj točne, resnične informacije. Toliko za enkrat, se vidimo v naslednjih posnetkih. Čao!